Pozdravljeni. Po zaključku zimskih testiranj v Bahreinu je prav, da si tudi ogledamo rezultate in skušajmo malo razumeti, kaj lahko pričakujemo od prihajajoče prve velike nagrade v sezoni 2021. Na začetku bi vas rad opozoril, da rezultati zimskih testiranj niso merodajni. Tu na mojem kanalu se bomo ukvarjali z dvema različnima vidikoma, katera bom tudi opisal v dveh različnih prispevkih. Danes se bomo osredotočili na čase, ki so jih dosegli vozniki na zimskem testiranju v Bahreinu. A najprej bi vas rad opozoril, da gre za izjemno kompleksno razmišljanje, katero se ne more odražati v tistem, da samo pogledamo končni razpored in tistega, ki je bil najhitrejši, razglasimo za potencialnega svetovnega prvaka. Kolikor pogledamo to zanimivo skico, ki so jo pripravili v Pirelliju, nam bo takoj jasno, da samo v manjšini primerov je najhitrejši na zimskih testiranjih na koncu postal svetovni prvak. A vseeno iz zimskih testiranj lahko razumemo marsikaj. Najprej je treba razčistiti, kaj je novega letos v sezoni 2021. Namreč prvič imamo samo 3 dni testiranja oziroma en teden. Iz 4 dni na teden na 3 dni na teden so zmanjšali že v lanski sezoni. A letos, ker bolidi izhajajo iz lanskih, so praktično drugi teden ukinili. Treba je tudi dodati, da prva dirka v sezoni bo tu v Šakirju, zato lahko pričakujemo, da bo program raznih ekip se nadaljeval tudi v prostih treningih. Namreč omenil sem, da smo včasih imeli prvi in drugi teden. Če pogledamo, dirka za veliko nagrado Bahreina se bo začela čez dober teden. Torej vidimo, da zadeve nekoliko sovpadejo. Druga zadeva, na katero bi vas pa rad opozoril, je pravzaprav vrednost teh rezultatov, ki smo jih dobili. Govorimo o progi v Šakirju, kjer smo videli veliko nagrado pred približno 4 meseci. In če primerjamo tiste rezultate s temi, ki jih imamo sedaj na razpolago, smo lahko malce zmedeni. Namreč najhitrejši čas, ki ga je dosegel Max Verstappen v tretjem dnevu, je zaokroženo minuta in 29 sekund. Seveda govorimo o zaokroženih vrednostih, zato da nam bojo zadeve malce bolj jasne. Če to primerjamo s tistim, kar smo videli na kvalifikacijah velike nagrade Bahreina, kjer je Lewis Hamilton dosegel čas minute 27 sekund in 3 desetink, nam je jasno, da je to velika razlika. Gre za popolnoma iste mešanice pnevmatik, s to razliko, da imajo letos drugačno konstrukcijo. Zato sem sam pričakoval, da ukolikor bi videli neke relevantne čase za primerjavo, bi se ti morali gibati med minuto 28 ter minuto 28 in 5 desetink. Seveda zopet govorimo o zaokroženih časih. Razumeti moramo, kako si je sploh potekal program teh zimskih testiranj. Imeli smo na razpolago 3 dni in kaj so po mojem mnenju testirali v teh 3 dneh. Prvi dan testiranja je bil po mojem osebnem videnju posvečen temu, da so sploh ugotovili, ali bolidi delujejo, so pravilno sestavljeni, obstaja kje kak skriti škrat. Seveda, videli smo tudi prve okvare, kar je mnoge zaskrbelo, ampak v prvem dnevu je čas, da se odkrijejo take napake. Kolikor pogledamo čas, ki ga je dosegel Max Verstappen, je bil ta zopet zaokroženo minuto 30 sekund in 6 desetink. Uporabil je pnevmatiko mešanice C3.
In to je izjemno pomemben podatek, kajti če pogledamo pnevmatike iz velike nagrade Bahreina v sezoni 2020, bomo videli, da so imeli na razpolago C2, C3, C4 srednji izbor in Pirelli sam je povedal, da razlika na krog je tam okrog 6 desetink med prvo, drugo in tretjo mešanico. Seveda, ko so ekipe ugotovile, da so bolidi pravilno sestavljeni in da nič ni narobe, so začeli z delom. Seveda, vsi se še spomnimo nesrečnega Nika Hülkenberga, kateri je bil primoran izpustiti veliko nagrado Velike Britanije v sezoni 2020 zaradi slabo privitega vijaka. Zato ni nič čudnega, da v prvem dnevu testiranja so veliko mero pozornosti posvetili takim malenkostim. No, v drugem dnevu smo videli, da so ekipe začele eksperimentirati z nastavitvami. Kaj to pomeni? Ekipe so poizkusile različno količino goriva, drugačno nastavitev podvozja ter skušale razumeti, kako bolidi na primer obrabljajo pnevmatike. In tudi to je razvidno iz samega rezultata na koncu posameznega dneva. Namreč najhitrejši je bil Valtteri Bottas, njegov čas minuta 30 sekund in 3 desetinke. 3 desetinke hitrejši od tistega, kar je pokazal Max Verstappen dan prej, a njegova pnevmatika C5 najmehkejša. Če se spomnite, v prejšnjih prispevkih sem naredil nek preizkus, kjer sem nekako matematično potrdil, da 10 kg težji bolid pomeni nekje povprečno lahko tudi 2 desetinki višji čas na krog, zato je tudi tu lahko sklepati, da je bil Valtteri Bottas z dokaj polnim rezervoarjem. In seveda z delom in razvojem so nadaljevali tudi v tretjem dnevu. In tu moramo biti natančni, kdaj so posamezne ekipe začele iskati hiter čas. V popoldnevu tretjega dne, v zadnjem možnem terminu. Namreč videli smo, da Max Verstappen je svoj čas zaokroženo na minuto in 29 sekund dosegel popoldan s pnevmatiko C4. In zopet tu vidimo, da so malce iskali čas, malce iskali pozornosti, kajti s tršo pnevmatiko je bil Max Verstappen bistveno hitrejši od Valtterija Bottasa dan poprej. In seveda sedaj se bomo vrnili k tistim časom, absolutnim vrednostim. Namreč mnogi boste rekli, da nisem bil prijazen, ko sem primerjal čas kvalifikacij s časom testiranja. A leta 2019 smo tu v Bahreinu na isti progi imeli tudi testiranja na začetku sezone. Niso bila tista zimska testiranja, ampak vseeno. Tudi tu smo imeli izjemno zanimive rezultate. George Russell je takrat testiral Mercedesa. Dosegel je čas minute 29 sekund in 29 tisočink. Pneumatika C5 mešanica stopnjo mehkejša od tiste, ki jo je rabil Max Verstappen. Sergio Perez, takrat še pri ekipi Racing Point, minuta 29 in 0,57, zopet pneumatika C5. Tu je treba pripomniti, da tako Russell kot Perez sta uporabljala novo pneumatiko v tistem hitrem krogu. Na tretjem mestu Sebastian Vettel, minuta 29 in 319 tisočink. Seveda primerljiv čas, a treba je pripomniti, da pneumatika je bila C3 in ta je imela kar nekaj krogov za seboj. Na koncu Max Verstappen, tisti, ki je bil na teh zimskih testiranjih najhitrejši. Minuta 27 in 379 tisočink. Zopet C3 in zopet rabljena pneumatika. Vidimo torej, da tista moja pričakovanja okrog minute 28 nič oziroma minute 28 in 5 desetink so bila dokaj realna,
a pri ekipah Formule 1 se niso spustili v tako hitre kroge. Skrivali so se, zato lahko upravičeno pričakujemo, da na prostih treningih za veliko nagrado Bahreina bodo nadaljevali s svojimi razvojnimi programi in šele tam bomo videli tiste dokončne aerodinamične konfiguracije določenih bolidov. O teh majhnih tehničnih spremembah in zanimivostih bom govoril v naslednjem prispevku posvečenem testiranju. A tudi tu v rezultatih, ki jih vidimo iz zimskih testiranj, bi vas rad opozoril na neko zanimivost. Kolikor pogledamo tisto tabelo časov, bomo ugotovili nekaj zanimivega. Res Max Verstappen najhitrejši. A na drugem mestu, takoj neposredno za njim, dobimo sestrsko ekipo Alfa Tauri, seveda s stopnjo mehkejšo pnevmatiko. Nato imamo Ferrari ter Alfa Romeo Racing in zgodba se ponovi. Verjetno za mnoge je bilo presenečenje, ker smo tovarniškega Mercedesa videli tako zadaj glede na pričakovanja. A če primerjamo čas Mercedesa in Williamsa, nam bo takoj jasno, da tu nekaj ni v redu. Oba na pnevmatiki C5 in oba z skoraj identičnim časom. Kolikor primerjamo razliko med kvalifikacijami velike nagrade Bahreina in tistem, kar smo videli tu na zimskem testiranju, vidimo velik razkorak. Na prvi pogled izgleda, da je tovarniški Mercedes izgubil v primerjavi z Williamsom tam okrog 2 sekundi prednosti. Mislim, da to ni realno. Namreč privoščim Williamsu, da je naredil tehnični korak naprej, a še zmeraj dvomim, da je bil ta korak tako velik. In seveda, lani nas je Ferrari naučil, da tudi ekipa lahko naredi korak nazaj, a zopet dvomim, da pri Mercedesu so izgubili 2 sekundi. Kar hočem povedati je to, da po mojem osebnem mnenju so pri Mercedesu imeli določene težave, kar je seveda pričakovano, a vseeno so dosti svoje hitrosti skrili pred nasprotniki. Podobno bi lahko povedal za ekipo Aston Martin, kjer so pokazali določene signale, ampak so ostali skriti. Poglejmo samo najboljši čas Sebastiana Vettela na testni pnevmatiki in pri McLarenu, kjer so bili v posameznih dnevih zelo obetajoči, a če pogledamo tisto skupno razvrstitev, niso blesteli. Kar se tiče samo analize časov zimskih testiranj, ste razumeli, da določenih zaključkov zaenkrat ne moremo povleči. Je pa dosti bolj zanimivo pogledati, kaj so nam pokazali iz tiste tehnične strani. A o tem seveda drugič. Zaenkrat hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.